isto je, ko dobiš novo službo, ko začneš, si misliš tak pa tak bo in pol ni tak, mislim, ne? Ne zaznaš vseh aspektov na razgovoru za delo. Isto, ko se greš v neko stvar, kot je ali muzika, ali pol band, ali pol, ne vem, kakorkoli, gledališče, impro, stand-up. Nikoli ni tak na začetku, ko je pol na koncu. Jaz sem se naučil, da smo razočarani samo, kaj da imamo pričakovanja, ne? Moramo iti dobesedno, brez pričakovanj, jaz to rad delam. To jaz delam, to bom delal, to je to. Pa se nas in potem, hvala Bogu, če se ne strinjaš, ker če boš delal, kar rad delaš, boš 100% delal dobro. In karkoli delaš dobro, mora tudi nagrada slediti. Ne? O tem govorim samo. Če delaš to, kar rad delaš, če pa greš delati, iskati službo, nekaj, kar boš delal samo za denar, pa kar boš pač se prilagajal nečemu, potem pa vedno imaš neka pričakovanja. To so pričakovanja više od užitka. Pač, če ti delaš nekaj z veseljem, je to seveda poglavitno, ampak da pa ne bi imel pričakovanj nič, da nimaš ciljev, da nimaš zastavljenih nekih, tako si ti imel v enem mesecu, to pa to napisal, spet nekaj, to pa je pričakovanje, ne? Vem, kaj misliš, ja. To je mogoče planiraš zadeve, ne, načrtuješ, na načrt mora biti verjetno, ne, ampak končni rezultat, pa če ga imaš fiksiranega, je škoda, ne, ker meni se je to, kar pokazalo, da sem ga presegel večkrat, ne, če bi imel pa samo, ne, to mora biti, ne, pa se limitiraš, pa se omejiš malo, ne, če imaš pa odprto, ne, pa ne gre. Ampak da bi šel čist brez pričakovanj, bilo kaj. Ne, to potem skoraj nima smisla, ne. Hotel sem imeti knjigo, hotel sem imeti zgodbo, hotel sem imeti predstavo, iz tega bo turneja, pika, ne. Kaj pa znotraj tega nastalo, pa še ne vem, ne, ampak nekaj par punktov sem imel takih, ne, odločilnih, ki bi jih rad dosegel. Imel si pričakovanja, no. Je pa spet tako, da če pa delaš nekaj, samo zato, ker te veseli, pa delaš brez pričakovanja, spet lahko, ne, pač to so mogoče kakšni hipiji, ne, kako hipijsko razmišljeno, pač delam to, dokler mi paše, pol grem pa nekaj drugega, nimam pričakovanja. Outmigece, ne, ko smo na odru za VKGB, ko smo delali. Jaz sem šel na odr predvsem zato, ker sem rad na odru, to je prva, ker rad nastopam, ker ne, zadnjič je rekel, kdo je rekel, fant ima rad odr. Pa ker sem samega sebe probal testirati, ne, jaz sem bil tako celo življenje na odru kot učitelj, v bistvu, ne, ampak nisem imel pa zmeraj odrasle publike, ne. In jaz sem se hotel v bistvu malo spet samega sebe prisiliti v biti na odru in dodati, biti uspešen, zabavati ljudi, ne samo, sem sposoben biti na odru, ne, to skoraj vsak da lahko, ampak biti tudi do te mere uspešen in to je bilo moje pričakovanje, ne, da bom soliden stand-upper, da bom soliden nastopajoči, ki bo imel v publiki neki odziv, ne. Ampak pričakovanje je mogoče res nek driving force, neka gonilna sila tega, da ti hočeš nekaj ali dokazati sebi, ali nasmejati koga, ali se naučiti to pa to pesem, tak pa tak zašpilati. Ker so taki ljudje, ko pač bom šel na oder, bom probal, pa ful je bilo fajn, sam ni pa vztrajnosti pol, ne. Pa bom šel probat nekaj drugega. Pa bom pa ker to potem verjetno ni to, kar bi ti res rad delal, ne. Si pa šel probat, ne? Ja, verjetno je res, da ni to. Ampak so pa ljudje, ko delajo to skozi, pač konstantno kot novi hobi. Jaz sem kolegico, ko je imela mečevanje s katanami, pa smo ki to sploh najdeš ti. Pol je šla plesati swing, pa čist vedno, ko se menima tak na 2-3 mesece, 4 mogoče na Facebooku, vedno ima nekaj drugega. Zdaj je v šoli za policaje. Pol je napisala na Facebook, da če ve kdo za ne vem kako borilno veščino, kje se da to v Ljubljani učiti, pa smete, kaj vse ti delaš, ker vse sprejmeš. Vmes je imela startup, vmes je imela, ne vem, vse proba, ampak pač, mislim, verjamem, da lahko nekdo tako funkcionira, brez da bi ostajal v eni stvari par let, ali pa 10 let, ali pa do konca. Jaz sem imel 50-letnih služb, ti povedal, ne? Plus, ne? Ampak to je bilo pač niso bile za tebe, ampak nekaj, kar sem poskušal, ampak v vsaki od teh služb sem našel pa nekaj, kar mi je bilo všeč, kar sem rad delal. Nikoli nisem trpel, nikoli mi je bilo muka, nikoli nisem samo za denar delal, v bistvu, ne. Vedno sem našel nekaj, kar me je vsaj do neke mere zanimalo, ne.
fuck, jaz to moram videti.